lep pozdrav, zelo me veseli, da sem danes v Novi Gorici. Najprej bi rad nekaj povedal o razmerju med preteklostjo in prihodnostjo. Upam, da vas ne bom preveč dolgočasil. Glejte, Slovenija se je konec leta 2012, oziroma na začetku leta 2013 znašla v razmerah blokade in, jaz bi rekel, skrajne polarizacije. Če berete medije, oziroma poslušate televizijo in tako naprej, boste ugotovili, da kar veliko poročajo na različnih proslavah, zelo veliko govorijo o preteklosti. Predvsem o drugi svetovni vojni, o revoluciji in celo o Jugoslaviji. Nenavadno veliko za današnji čas. Da se bomo razumeli, preteklost ni nedotakljiva in o njej je treba govoriti. Preteklost je treba raziskovati, vendar to, po mojem prepričanju, ni posel politikov, ampak predvsem znanstvenikov. Zdaj pa, tukaj nekaj razumeli, upam, da ni moja žena, ni. Čujem. Preteklost je treba raziskovati seveda. Vendar politiki niso najboljši za raziskovanje preteklosti, po mojem prepričanju, zato so poklicani predvsem znanstveniki. Kaj pa delajo politiki? Politiki se ukvarjajo s prihodnostjo. Glejte, preteklosti ni mogoče spreminjati. Dobro, spreminjati jo je mogoče, ampak samo silo oziroma z goljofijo. Spreminjati pa je mogoče prihodnost. In s tem se politiki ukvarjajo, stvar politike je prihodnost. Jaz se sprašujem, kako je mogoče, da se politiki, nekateri politiki, del politike seveda predvsem, danes ukvarjajo z nečim, česar ni mogoče spremeniti. A to pomeni, da želijo nadaljevati po starem. In tako podobno kot pravi kolega Tomšič, jaz mislim, da po starem ne gre več. Potrebne so reforme. Treba si pogledati v oči in ugotoviti, kdo hoče ohraniti staro in kdo hoče reforme. Pravijo, da je aktualna vlada, moj prijatelj Janez Janša, ukradel državo. Komu je ukradel? Katero državo? Imamo vlado, ni tako zelo pogosto, da Slovenija dobi takšno vlado, kot jo ima zdaj. Ta vlada izvira iz strank Slovenske pomladi, te pa so, bodimo odkriti, ustanovile samostojno državo Slovenijo. Bi te stranke ukradle državo sami sebi? Mislim, da bi težko trdili kaj takega. Najbrž ne gre za to, ampak gre za neko drugo državo, za bivšo državo, ki ni več. Glejte, po plebiscitu leta 1990 smo se ločili od stare države, ki je ni več. Ni je mogoče niti ukrast, niti vrniti, ker ni več. Ni mogoče ukrast nekaj, česar ni. Še enkrat bom povedal. Aktualna vlada se ukvarja s prihodnostjo. Tisti, ki pravijo, da je vlada ukradla državo, tega najbrž ne mislijo resno. Kajti ne gre za krajo države, ampak gre za podiranje aktualne vlade. Glejte, nasprotniki aktualne vlade se zelo, zelo resno bojijo sprememb. Zelo, zelo resno se bojijo sprememb. Vprašam se, pa kdo ne mara Janeza Janše? Dajte se vprašati, kdo ga je spravil v zapor leta 1988. Dajte se vprašati, kdo je avtor afere Patria. No, zdaj je ena velika zgodba v Sloveniji, ki se reče zgodba o preprečevanju korupcije, zgodba o komisiji za preprečevanje korupcije. Jaz tej komisiji ne zaupam. Vam bom povedal, zakaj. Ker sem bil sam predmet, in vam povedal kako, njenih izmišljenih in politikanskih obtožb 10 let nazaj. 10 let je tega, kar sem bil jaz sam predmet obravnave. Tedaj se je reklo vladni urad za preprečevanje korupcije, vodil ga pa je neki gospod, se piše Boštjan Penko, ki je potem bil nagrajen s tem, da je postal vrhovni tožilec
danes pa je zagovornik Ivana Zidarja, kot vem. Glejte, spomladi marca 2003, mislim, da je to pravi razlog, zakaj se je vse to dogajalo, spomladi leta 2004, 10 let nazaj, je bil Sloveniji referendum, na katerem so se slovenski volivci odločili, da se Slovenija vključi v Evropsko unijo in v NATO. Bilo je 89% volivcev za to, da gre v Evropsko unijo in 66%, 2/3 za to, da postane članica NATO. Tisti večer, ko smo praznovali uspeh tega referenduma, prav dobro se spominjam, gledam tam nekje ob strani je bil nek ekran in eden od tistih, ki danes na veliko obsojajo to vlado in so sploh zelo glasni, je imel nek traktat o tem, da pravzaprav na tem referendumu njegovi predlagatelji niso zmagali in da o vstopu v Evropsko unijo in v NATO ni odločila večina, ampak manjšina. Poglejte, kaj vse je mogoče reči in kaj vse mediji prenesejo. Torej, mesec dni po tem referendumu, aprila 2003, sta me direktor tega urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko in že spet neko znano ime, odgovorni urednik, tedanji odgovorni urednik Dela, Mitja Meršol, obtožila, da sem si nameraval nezakonito pridobiti premoženjsko korist, ker sem bil podpisal sporazum o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve z Pravno fakulteto in Diplomatsko akademijo. Penko, po njegovi prijavi pa tudi generalna državna tožilka Zdenka Cerar, nekateri so že pozabili na njo, to je ena pomembna gospa, sta me obtoževala, da naj bi bil akademiji obljubil denar ministrstva, hkrati pa naj bi se bil zasebno, citiram, zasebno dogovoril, da bom tam tudi predavatelj. Glede na to, da je šlo za brezpredmetne domneve in špekulacije, kajti obstajala ni nobena zasebna diplomatska akademija, ni je bilo in nihče ni izplačal nobenega denarja, nikomor. Na podlagi teh ugotovitev, namreč da nič ni bilo, je sodišče februarja naslednjega leta, ampak trajalo 1 leto, februarja naslednjega leta dokončno zavrnilo pobudo tožilstva. Zdenka Cerar, tudi ona je bila nagrajena, je bila na pobudo, in to je dokumentirano, Milana Kučana in Gregorja Golobiča postavljena za ministrico v Ropovi vladi, ki sem je seveda takrat zapustil. Torej, glede, ta zgodba je morda manj zanimiva, ampak gotovo ne more nekdo, ki je šel skozi takšno zgodbo in ki je bil predmet takšnih absurdnih obtožb, ne more verjeti sedanji komisiji, ki jo med drugim vodi nek novinar, ki nas je napadal 15 let, Janeza Janšo, mene napadal v Dnevniku, v Delu in tako naprej. In zdaj je nenadoma postal namestnik predsednika ali kaj že šefa te komisije. Torej, jaz mislim, da ob vseh teh zadevah, ki so važne in boleče in strah zbujajoče, bi se vendar moral odgovoriti na vprašanje, kako je lahko na Slovenskem preteklost premagala prihodnost. Po eni strani je odgovor preprost. Na nek način smo tiste važne stvari, velike cilje, Evropsko unijo, neodvisnost, NATO in tako naprej dosegli. Velika predstava, ki se je dogajala v teh 20 letih, je skoraj končana in oder se je spraznil. Na njem, zdaj se bom malce gledališko izrazil, so začele improvizacije. Na tem odru slovenske zgodovine so se začele improvizacije, ustanavljanje strank, mesec dni pred volitvami, zelo nenavadne stvari. Vsaj 2 stranki poznam, ki sta se ustanovili tik pred prejšnjimi volitvami. Kakšni veliki cilji so to? Kakšni interesi so to? Mislim, da, spoštovani Novogoričani, Novogoričanke, prijatelji, da je potreben nek nov koncept slovenstva.
ki mora izhajati iz nekega novega vprašanja. Dajte, zakaj je bila Slovenija uspešna pri postavljanju državnosti, pri tem, da je postavila državo? In zakaj tako relativno slabotna pri demokratičnih in gospodarskih reformah? Od volilnega sistema, pravosodja, šolstva, medijev, bank, davkov in tako naprej. Slovenija je bila uspešna pri postavljanju države, ker je odločno prekinila se staro državo. Medtem, ko je bila manj uspešna na področjih, kjer ni prišlo do prekinitve, kjer se stari čas, stare razmere nadaljujejo. Torej, jaz bi rekel za zaključek tega mojega nastopa, da Slovenija potrebuje nekaj novih načrtov. Edino glede prihodnosti in glede načrtov je mogoče doseči neko soglasje. Tako je bilo v začetku te države in utegne biti, če bomo imeli zelo veliko srečo, danes sem nalašč nekoliko optimističen, tako utegne biti, če bomo se ukvarjali z načrti. Prvič, 4 načrte bom povedal. Prvi načrt, ideološke in kulturne sprave. Ta načrt doslej ni uspel. Drugi načrt je načrt sankcij zoper tranzicijske dobičkarje. Nek bivši predsednik te države je rekel, da se je treba otresti, on se je izrazil, zaslugarstva. Kaj to pomeni? Torej, treba se otresti vseh tistih, ki imajo kakršnekoli zasluge za to, da imamo državo. Rehabilitirati je treba zasluge za to državo, treba rehabilitirati državo, treba rehabilitirati meritokracijo, kot se reče, verodostojnost, strokovnost, odličnost gospodarskih in kulturnih ljudi. Tretji načrt, načrt smotrne uporabe vseh naravnih in človeških zmožnosti v Sloveniji. Glejte, to si nisem zdaj izmislil, to piše v Majniški deklaraciji iz leta 1989. Prvi dokument te države, ki je bil pred začetkom te države sestavljen, piše, treba je smotrno uporabljati naravne in človeške zmožnosti Slovenije. Te so velike, jih je treba uporabljati. In četrti načrt, in s tem končam, ki nam je potreben in okrog katerega bi se morali zediniti, je načrt za prihodnji mednarodni položaj Slovenije. Mi smo Slovenijo osamosvojili, naredili z nje državo, smo jo postavili na evropsko prizorišče, smo jo postavili na svetovno prizorišče. Mislim, da moramo zdaj še nekaj obrtniških del opraviti v zvezi z državo, zagotoviti prihodnji mednarodni položaj Slovenije kot sredozemske in srednje evropske države, ne balkanske države.